V letošnjem šolskem letu imajo na Ljudski šoli v Šmihelu poseben zdravstveni projekt. Učenci in učenke spoznavajo slušni organ in se učijo dojemati ter preprečevati vsakdanji hrup. S projektom Prisluhni hrupu želijo odgovorni dolgoročno vplivati tudi na zdravje in počutje otrok. S pomočjo zdravnice, specialistke za grlo, nos in ušesa se otroci na Ljudski šoli v Šmihelu posvečajo vsakdanjemu hrupu ter posledicam, ki jih lahko povzroči. Šmihelska šola je prva izven območja Celovca, ki izvaja tako imenovani projekt Prisluhni hrupu. Mi smo videli, da deželna vlada tako rekoč ponuja vsem zdravim občinam projekt, ki poteka v okviru akcije Zdrava šola, in smo se za ta projekt potem prijavili. Nismo takrat še vedeli, da projekt tako rekoč izvaja Tatjana Kampuš, zdravnica, ki govori tudi oba deželna jezika, in smo bili zelo veseli, da je ona zdaj tu pri nas na šoli in dela z našimi učenci. Prvi cilj je, da se šolarji in mladoletniki sploh zavedajo svojih ušes in da hrup in prekomerno poslušanje glasne glasbe in diskoteke in to, da jim lahko njihov lasten sluh pokvari. In to se nekako potem začnejo zavedati in počasi začne delovati. S projektom želijo odgovorni vplivati na vedenje otrok in krepiti njihovo zdravje. V raznih delavnicah šolarji in šolarke spoznavajo hrup in slušni organ. Tole je zdaj notranje uho in če je preglasno, se te ušesne lasi premikajo in potem padejo in rabijo se malo spočiti in potem že spet vstanejo. Meni je bilo zelo zanimivo, ko smo se veliko novega naučili. Mir hat am besten gefallen, dass mit der Stimmgabel, wo wir aufs Holz klopfen ganz unten müssen und dann zum Ellbogen halten, dass so wie ein Telefon piepst. Ta drugi cilj, za mene zelo važen cilj pa je, da se mi vsi zavedamo, da nam tišina in mir dobro de in da na ta način s tem projektom v družine spet pride malo tišine in miru. Zdravnica želi v sklopu projekta svoje strokovno znanje posredovati tudi učiteljem in staršem, zato so v nadaljevanju projekta načrtovane tudi posebne delavnice. Projekt na Evropski šoli v Šmihelu je že obrodil prve sadove. Otroci so se že naučili prisluhniti hrupu in ga uspešno preprečujejo. Želja našega projekta je seveda senzibilizirati otroke za dojemanje vsakdanjega hrupa in vidim tudi v razredu učinke in da je nam to že zelo dobro uspelo. Če je v razredu mirno, se dobro učimo.